Danes v Pomurskem dnevniku spremenjen režim. Slavnostna seja. Ponovni poziv k cepljenju. Mura proti Taboru. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj so v veljavo stopila nova pravila za prehajanje državne meje pri vstopu v Slovenijo. Odlok ukinja sezname držav in izenačuje pogoje za vstop v Slovenijo. Vsi razen dveh izjem boste za vstop v Slovenijo, če niste prebolevniki ali cepljeni na meji ob vstopu v državo, morali pokazati negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Z novim odlokom se je črtala večina izjem, med drugim izjema ne velja več za delavce migrante, ukinila pa se je tudi uporaba barvnih seznamov varnih držav za prehajanje meja znotraj Evropske unije. Vlada je tako okrnila seznam izjem, za katere je mogoče prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, in dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh stranih državne meje. Na torkovi seji pa je vlada na ta seznam dodala še tranzitne potnike in mednarodni promet. Tokrat med izjemami delavcev migrantov ni. Gre za precej nečloveški odlok, in mislim, da vlada niti ne razmišlja, niti ne pozna dejansko problematike, kaj je s tem naredila. Za izvzeto skupino ljudi se je zavzela tudi poslanka SD-ja, ki je ta teden že vložila pobudo vladi glede odloka, ki spreminja režim na meji. Dejstvo je, da je potrebno upoštevati specifične pogoje, v katerih slovenski državljani živijo. Tudi čez mejo, tudi na hrvaški strani meje so slovenski državljani, ki dnevno migrirajo na slovensko stran. Imajo otroke, grejo k zdravniku, prej so hodili v šole, v vrtce, v službo, po 2-krat, 3-krat na dan so. Specifika slovenske Istre je, da so tam tudi v turistični sezoni izjemne kolone in gneče. In potem si predstavljate situacijo, po 2-3 ure sedijo v avtomobili na vročini z otrokom in potem se še mučijo, da sploh preidejo čez mejo. Tako da moje mnenje je, da je potrebno pri tovrstnih odlokih res upoštevati specifične življenjske okoliščine naših državljank in državljanov, dejstvo, da imamo različne situacije in da ne moremo kar počez za vse določati istem. Če niste na seznamu izjem, boste tako morali ne glede na to, iz katere države prihajate, ob vstopu v državo imeti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Veljalo bo potrdilo o prebolevnosti, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev, potrdilo o cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo o negativnem izvidu PCR testa, ki ne sme biti starejše od 72 ur. Negativni hitri test pa ne sme biti starejši od 48 ur. Jaz sem res stališča, da če si nekdo želi nekaj rešiti, se to da. In če bi se morda usedli, pa šli na teren, pa ne odločili iz Ljubljane, ampak iz samega terena, sigurno bi se neka rešitev našla. In če bi imeli pravi posluh, potlej bi se to do danes že rešilo. Ne pa, da mi več mesecev govorimo o isti tematiki, ki je na koncu šla v kontrasmer. Niti se ni izboljšalo, torej takrat smo govorili o gnečah, zdaj pa govorimo že o tem, da so diskriminirani glede na tranzitne potnike in da morajo imeti pogoj PCT, kar de facto pomeni, da morajo na 48 ur delati hitre teste. Zdaj si pa predstavljate, kakšen je to in strošek, in časovnica in tako dalje, ne. Dnevno se na delo v Avstriji odpravi od 35 do 40 tisoč Slovencev in vsi tisti, ki bodo delo želeli opravljati in nimajo potrdila o cepljenju ali prebolevnosti, se bodo morali testirati na 2 ali 3 dni. To bo kar za 3-krat obremenilo avstrijske testirne centre. Koliko bo to logistično, časovno sploh možno izvesti, je veliko vprašanje. V bistvu vemo, da večina delavcev migrantov odhaja na delo ob 4-5 zjutraj, vračajo se ob 6-7 zvečer, takrat so testirni centri že vsi zaprti in niti časovno se ni možno testirati. V nasprotnem primeru pa jih čaka 10-dnevna karantena, kar si delavci enostavno ne morejo privoščiti. Takih ljudi ne smemo pustiti na cedilu, še posebej ne v tej situaciji. In zdaj, ko so pa ustvarili še ta pogoj, torej da lahko tranzitni potnik gre mimo Slovenije, medtem ko dnevni migrant ne more, to je pa zdaj tak absurd, da ga je potrebno nemudoma odpraviti. In očitno se lahko skliče dopisna seja in se zadeva hitro reši. Samo posluh je treba imeti. Če ne bo šlo in če bodo ljudje pa res začeli prejemati odločbe o karanteni, kar vemo, da za slovenske delavce v Avstriji pomeni v večini primerov odpoved delovnega razmerja,
bomo pač našo taktiko malo zaostrili. Razmišljajo celo o protestnih zaporah mejnih prehodov, zato še vedno apelirajo na pristojne za vsaj kanček posluha. 16. julij, dan, ko je bila Murska Sobota prvič omenjena v pisni listini iz leta 1348, je tudi praznik in spominski dan občine. Tako je danes potekala slavnostna seja, na kateri je mestna občina podelila nagrade in priznanja. Župan Aleksander Jevšek je podelil naziv častni občan, plaketo, 2 zahvalni listini in posebno županovo priznanje. Celotno slavnostno sejo mestnega sveta pa si boste lahko ogledali v torek 20. julija ob 18:30 na televiziji Ideja. 16. julija 1348 je Murska Sobota prvič omenjena v pisni obliki kot naselje z določenimi pravicami. Po odloku skupščine mestne občine smo leta 1997 ta zgodovinski dan sprejeli kot svoj praznik, ki ga vsako leto praznujemo s slavnostno sejo. V praznikih je priložnost, da se spomnimo rezultatov, dogodkov, s katerimi smo se srečevali pri našem razvoju. Vsestranski razvoj občine Murska Sobota je bil pri drugi svetovni vojni hiter in spodbuden za prebivalce, ne samo naše občine, ampak tudi regije. Od nekdaj agrarne občine je postala to industrijska občina z mnogimi proizvodnimi obrati, kot so bili Mura, ABC Pomurka, Panonija in mnoge druge. Število zaposlenih je raslo iz leta v leto, mesto pa je dobilo novo podobo z izgradnjo bolnišnice, galerije, knjižnice, šol, vrtcev, kulturnih objektov in številnih stanovanjskih blokov, pa tudi športnih objektov. Kulturne športne dejavnosti so imele pri nas bogato tradicijo, saj smo imeli priznane umetnike in športnike. Spomnili bi samo na pomemben bienala male plastike, ki je imel evropskega slovesa, in mnogi slikarskih razstav, ki smo imeli v Murski Soboti, pa tudi po svetu. V Jugoslaviji je imela Murska Sobota kot obmejna občina pomembno vlogo pri povezovanju z obmejnimi okraji v Avstriji in na Madžarskem. Ob tem je potrebno spomniti, da smo leta 1979 sprejeli tudi partnerstvo in sodelovanje z nemškim mestom Ingolstadt in občino Paračin v Republiki Srbiji. Po ustanovitvi mestne občine smo sklenili sodelovanje tudi z mestom Bethlehem in bili prvi v Sloveniji, ki smo sklenili kakšno partnerstvo z kakim mestom v Združenih državah Amerike. Včeraj je v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali predsednik ter podpredsednika vlade. Predsednik vlade je v uvodu dejal, da je vlada tako kot vsak teden tudi tokrat obravnavala epidemiološko stanje v državi, grožnje, ki jih prinašajo nove različice virusa in stanje glede precepljenosti prebivalstva. Kot je izpostavil Janša, imamo dovolj inštrumentov, zaradi katerih ni potrebno znova zapirati javnega življenja, omejevati gibanja in gospodarskih dejavnosti. Ob tem pa se nam obeta tudi novela zakona o nalezljivih boleznih. V zvezi s tem bo Ministrstvo za zdravje v prihodnjih dneh predlagalo določene spremembe uredb. Pozdravljamo pa zelo izjavo vseh poslanskih skupin Državnega zbora, ki so danes skupaj končno zmogle podpis pod izjavo, s katerim vse politične skupine v slovenskem parlamentu pozivajo k cepljenju in se enotno pridružujejo tem naporom. Jaz osebno mislim, da je to velika stvar, da je prišla še v pravem času. In tudi v zvezi s to izjavo in z napori, ki so bili uspešni, da se tukaj doseže neka enotnost, smo se v koaliciji odločili, da zakon o nalezljivih boleznih oziroma sprememba zakona o nalezljivih boleznih, ki je zdaj v proceduri in pred končnim glasovanjem, v tej fazi najbrž ni potrebna v tako hitrem času. Tako da bodo poslanci koalicije glasovali proti noveli, ki smo jo vložili, in vlada si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane bodisi v razpravi v Državnem zboru, bodisi v razpravi v Državnem svetu, ponovno prouči in predlaga novo novelo zakona o nalezljivih boleznih.
Podpredsednik vlade Matej Tonin je prepričan, da bomo lahko s striktnim upoštevanjem PCT pogojev ohranili čim bolj normalno življenje s čim manj omejitvami in si v letošnjem poletju tudi nekoliko oddahnili. Upam, da si bodo Slovenci vzeli čas za oddih, da se v tem poletju dodobra odpočijajo, da izkoristijo bone, ki so jim na razpolago za različne stvari, od dopusta do kulturnih in športnih dejavnosti, in da bodo v jesen vstopili seveda osveženi in polni nove energije. Seveda si pa vsi skupaj želimo, da bi bila letošnja jesen precej drugačna, kot je bila lanskoletna. Želimo si, da bo življenje teklo normalno, da bodo stvari odprte, brez kakršnihkoli omejevanj javnega življenja. Vsekakor je prišel čas, da odgovornost za prihodnost prevzamemo v svoje roke. Zdaj, ko je v državi dovolj cepiva, ko se cepivo celo lahko izbira, je prišel trenutek, ko mora biti odgovoren za našo prihodnost predvsem posameznik, ne pa toliko država. Ponovno lahko pričakujemo številne spremembe uredb strani Ministrstva za zdravje. Tako predvidoma od sredine avgusta testiranje ne bo več brezplačno. Odgovornost je med poletjem tako na vsakem posamezniku, da zaščiti sebe in svoje bližnje, hkrati pa tudi odprtost javnega življenja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje, pridelovalce vina, k oddaji zahtevkov za podporo za krizno destilacijo vina v letu 2021. Rok za oddajo zahtevkov se izteče 20. julija, ob oddaji zahtevka pa morajo vinogradniki priložiti vsa dokazila, izjave in soglasja, ki izkazujejo izvedbo in namen ukrepa krizne destilacije vina. Pri tem se upošteva dokazilo o prodaji vina destilarni, dokazilo o odkupni ceni vina strani destilarne, dokazilo o količini vina predanega v destilarno in dokazilo imetnika trošarinskega skladišča o izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola, ki je bil proizveden z destilacijo vina. Za količino vina, ki do 20. julija še ne bo destilirana, mora vlagatelj vložiti ločeni zahtevek za dodelitev podpore v obliki predplačila in hkrati položiti varščino v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Zahtevek je mogoče oddati po pošti priporočeno na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, s pripisom krizna destilacija vina. Lahko se ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom. Po odločni zmagi na povratni tekmi s Škendijo se črno-beli spet vračajo v domačo prvo ligo. Že jutri ob 20 in 15 namreč čaka srečanje z ekipo Tabora iz Sežane. Nova sezona prve slovenske nogometne lige Telemach bo tako še posebej napeta, saj murskosoboški nogometaši branijo naslov državnih prvakov. Zdravstveni bilten pred tekmo izgleda dobro, le Ovro je trenutno na rehabilitaciji za poškodbo kolena. On je v rehabilitaciji, normalna zadeva, on je komaj 2 dni, tako da to je časovno obdobje malo daljše, kot si mogoče kdo predstavlja, ampak tukaj moramo biti pri njemu zelo pazljivi. Igralci se po poškodbah, ki so se vrnili, trenirajo nemoteno, pomeni nobenih indikatorjev ni, da bi se poškodbe vrnile ali pa da bi imeli težave, tako da so vsi pripravljeni za tekmo. Črno-beli so se sicer v preteklosti že večkrat srečali z ekipo Tabora, po podrobnih analizah zato jutri pričakujejo bolj defenzivno igro. Glede na analize, ki smo naredili, je Tabor ekipa, ki je zelo malo spremenila principe v svoji igri. So ekipa, katera igra na pol kontre, tako da mislim, da bojo v jutrišnji tekmi prišli kar obrambno nastrojeni. Kljub odločnim zmagam na kvalifikacijskih tekmah za Evropo, fokus ostaja na domačem prvenstvu. To je ena zadeva, ki ni tako enostavna, kot se zdi. Jaz imam ogromno izkušenj, kar se tega tiče, tako da tudi fantje so tisti, kateri so malo ki so novi v teh zadevah.
Verjamem pa, da se veselijo te naloge, kako in kaj preklopiti, je pa dejstvo, da morajo biti čim bolj skoncentrirani na slovensko prvenstvo, pozabiti vse evropske tekme in iskati izkušnje iz prvenstva, iz preprostega razloga, ker prvenstvo je naša primarna zadeva. Seveda pa bodo tudi nasprotniki drugače gledali na murskosoboške nogometaše, ki branijo naslov državnih prvakov. Iz preprostega razloga, ker zdaj smo mi plen. Mi smo mi plen, tako da z statusom aktualnega državnega prvaka bo seveda drugače, ampak v naših razmišljanjih pristop jemanje vsake tekme se ne bo nič spremenilo. Tako bo tudi jutrišnja tekma na Fazaneriji po vsej verjetnosti nova nogometna poslastica za vse športne ljubitelje in strastne navijače črno-belih. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 24 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 25, ter v Lendavi prav tako 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in osrednjih krajih. Vmes bodo tudi nevihte, pihal pa bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 19 stopinj, dnevne pa okoli 25 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan pa se bo zjasnilo. Oba dneva bo pihal severni do severovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 19 stopinj, dnevne pa od 25 do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.